Še nekaj, kar mogoče ni popolnoma samoumevno, ampak grozdi so praviloma ob upoštevanju pravil delovanja, na primer glede varovanja intelektualnih pravic, nerazkrivanja informacij, odprte organizacije za nove člane. To ni closed club, ampak je organizacija, ki brez nekih velikih ovir vključi nove člane in jih sprejme in tako v bistvu lahko tudi ustrezno raste. In hkrati, po drugi strani, je popolnoma odprta večinoma, da iz grozda tudi izstopiš, če enostavno ni interes, če ne gre v pravo smer, če mogoče nimaš niti kot podjetje dovolj kadrov in si na primer vključil še kakšno drugo podobno iniciativo. Tako da ta odprtost, dinamična fleksibilnost glede članstva, mislim, da je potrebno poudariti in da je tudi pomembna. Koristi in učinki. Ti učinki so zelo različni. Seveda je na svetu, kot sem že omenil, 7000 inovacijskih grozdov, od tega v okvirni Evropi skoraj polovica in več. In obstajajo seveda številni seznami, kaj so ti učinki, tudi zelo odvisno od regij oziroma makrolokacij grozdov. Ampak generalno lahko rečemo, da so to učinki od učinkov za podjetja kot taka, rast, poslovni razvoj, mreženje, poslovno sodelovanje se lahko vzpostavlja znotraj med partnerji, ki so zgradili zaupanje z delovanjem v grozdu. Pomembno za podjetje je dostop do virov za razvoj, do finančnih virov in drugih virov, vključevanje v razvojne in inovacijske projekte. Številni podjetniki oziroma startupi, zagonska podjetja lahko najdejo grozde kot okvir, kot učinkovit, primeren okolje za pospešen razvoj po tisti fazi inkubacije. Inovativnost, transferna, tehnološki razvoj, to je že nekako opisano zgoraj. Potem, če gremo na nivo regije, kot je rečeno, številne regije so se popolnoma, ali pa sektorji znotraj te regije so se popolnoma predrugačili, recimo iz Barcelone, večkrat smo slišali grozd Fashion Cluster, ki so se iz krojačev razvili v dobavitelje vodilnih blagovnih znamk za tekstilne izdelke. To pomeni mali krojači, če tako rečemo, s sodelovanjem postali liderji na področju dizajna oblačil in teh vsem poznanih blagovnih znamk. Potem mednarodno sodelovanje in internacionalizacija, predvsem za mala podjetja, srednja, je težko se tega lotiti in grozdu lahko na nek način dosti enostavno ali pa bistveno lažje pride do nekih možnosti in priložnosti za mednarodno sodelovanje in tudi za internacionalizacijo. Uspešnejša regionalna specializacija, to sem že omenil na primeru tega Fashion Clustera, recimo iz Barcelone. Pol pa na nacionalnem nivoju je pa lahko zopet, da določene panoge, tako kot sem omenil, ta aviacijski grozd na Poljskem, lahko skozi podporo grozdov in agilno delovanje tega grozda postane pomemben akter na širšem, v določeni panogi v Evropi, recimo, in tudi širše. In mogoče slednje je, da se tu pozicionira na res vodilnih prihodnjih tehnologijah z najvišjo dodano vrednostjo. Kar je pa nekako globalen učinek, globalna konkurenčnost, ki mogoče je pomembna za
tako posamezno podjetje, ki je v tem grozdu noter, kot tudi za državo kot tako ali celo Evropo kot tako, ki želi biti lider, vodilna regija na področju zelenih tehnologij, na primer. Seveda tudi v Evropi, Evropska komisija to meri in nekaj takih informacij splošnih iz ocene pregleda grozdov je tukaj pred nami. Na primer, analizirano je bilo okvirno 3000 grozdov v Evropi in vsak četrti je zaposlen v grozdih. Tisti, ki so zaposleni v grozdih, so produktivnejši, grozdi vplivajo na, kot sem ravnokar govoril, na razlike v razvoju regij, ne? In številni visoko uspešni grozdi so pa pač s temi pokazatelji zelo, zelo nad povprečjem. Kar pomeni, da je v bistvu ta sistem smiselno in potrebno podpreti in se pač seveda tudi v te stvari vključevati, ne. Seveda to je dokument, ki ga Evropa tudi predstavlja, ne, tako da to ni zdaj en dokument, ki je nekje v predalu, ampak na tem gradi tudi ustrezne politike. Mogoče še en nazor, ena predstavitev, zaupanje, povezave, ekonomski učinki, specialna znanja, fleksibilnost, hitrost. Hitrost je nekaj, kar so grozdi značilni, so bistveno fleksibilnejši kot druge organizacije in prav ta COVID situacija je številne grozde nekako dala v ospredje in številni grozdi so bili zelo uspešni pri organizaciji, na primer 3D printanja določenih proizvodov, ki jih enostavno ni bilo dovolj na trgu, in še druge aktivnosti so bile zelo, zelo hitro inicirane in realizirane v okviru grozdov in to vsi predstavniki Evropske komisije grozdom v bistvu tudi priznavajo, ne, in so jim hvaležni, zaradi tega na nek način tudi je mogoče en tak zagon dobila ta politika grozdov še dodatno. No, zdaj nekaj, kar sem že, ne vem, kaj je pa slovenski gradbeni grozd, kaj je lahko tisti koristni učinki, ne, po teh 16 letih delovanja, ne. Mi smo bili kar aktivno vpeti v evropske projekte, številne člane smo vključili v te razvojno-raziskovalne aktivnosti, da so bili v stiku z najaktualnejšimi razvojnimi aktivnostmi na določenih tehnoloških področjih. Kar nekaj sredstev se je kanaliziralo skozi grozd podjetjem in skozi partnerstva smo in še vedno vzpostavljamo številne nove priložnosti za mednarodno sodelovanje. Zdaj, eno od področij podpore, ne, so partnerstva grozdov in mi smo tudi v Slovenskem gradbenem grozdu dosti uspešno tu sodelovali, ne. Kot sem že omenil, smo dosti povezani z drugimi grozdi po Evropi in smo uspeli tudi dobiti novo partnerstvo, ne, za internacionalizacijo krožnih rešitev za gradbeni sektor na tretje trge izven EU, ne, in s tem odpiramo tako možnost za podporo aktivnostim internacionalizacije oziroma podporne storitve za člane, ne, za pisarno grozda oziroma za grozdno organizacijo, kot tudi za člane, ne, ki jih lahko v te aktivnosti vključujemo, kar je namen v bistvu teh partnerstv, ne. Trenutno pa še vedno teče Smart for NZEP partnerstvo, ne, to je to partnerstvo za povezovanje in sodelovanje za izmenjavo med grozdov na področju
skoraj nič energijske gradnje, in pričakujemo, da bomo izvedli še 2 večdnevna dogodka, kjer bodo podjetja dobila priložnost, da se predstavijo, kaj lahko recimo ponudijo nekim partnerjem iz, v tem primeru, Poljske, Romunije in Srbije, in pač zgradijo neka razvojno-poslovna sodelovanja z podjetji iz teh držav. Naša zadnja iniciativa je pa Mednarodni grozd za krožno graditev, kjer smo dobili kar nekaj že podpornih izjav in načrtujemo, da bomo ta grozd dejansko kot grozd na mednarodnem nivoju tudi vzpostavili v letošnjem letu, s čimer se bo pa odprlo še eno novo področje delovanja, ker to so enostavno zadnje najbolj aktualne ambicije številnih grozdov po svetu, da se pospeši mednarodno globalno sodelovanje na določenih pomembnih področjih v zvezi z globalnimi izzivi in da se združi, tako kot na nivoju grozda, se tudi na tem nadnacionalnem nivoju združi sile, moči, kompetence in skupaj lažje dosežemo določene cilje. V tem primeru transformacija v krožno graditev in razvoj trga za krožno gradnjo. Kaj je lahko korist, učinek za vaše podjetje ali organizacijo? To je seveda vprašanje, ki si ga boste vi sami zastavili. Upam, da ste med temi predstavitvami, med to predstavitvijo dobili mogoče kakšen uvid, kaj bi to lahko bilo, kje se vidite. Med temi 7000 grozdi seveda so ti koristi učinki lahko zelo različni, a na tem splošnem nivoju mislim, da je bilo dovolj o tem povedanega, in je potem na tudi članih in tudi na samih organizacijah grozdov, da nekako poskušajo to nekako skupaj razviti, in tudi pač pridobiti nove člane. In tisto, kar člane vključuje, se dostikrat navezuje zelo specifično na posamezen grozd. Ti so namreč zelo različno organizirani, različno zreli, imajo različne storitve, različne obsege aktivnosti, različne fokuse, tako da to je težko generalno reči in je potrebno nekako sistematično nekako najti tiste učinke, ki so lahko aktualni za vaše podjetje, za vašo organizacijo. Ampak nekaj, kar je pa mogoče pomembno poudariti, je pa to, da z sodelovanjem v grozdu lahko člani grozda vplivajo, soustvarjajo usmeritve, ambicije tega grozda. Kar je v nekem podjetju zelo dosti težje, bolj počasi gre, ker je manj fleksibilno, tudi v subjektih javnega sektorja je to težje. To so pač sistemi organizacijski, ki so počasnejši, grozd to zadevno se pa lahko hitrejše obrne. Ta prvi element, ki je predmet atraktivnosti, zanimivosti, je seveda vizija, poslanstvo, usmeritev, cilji, ki so pač zelo različni. Zgoraj predstavljamo poslanstvo Slovenskega gradbenega grozda, potem je neka vizija oceanskega grozda in gradbenega grozda iz Portugalske. To pomeni, da tu se gibljemo in če želimo doseči efekt plemena, je potrebno nekako, da se tudi člani z temi cilji poenotijo oziroma jih povzamejo za svoje. K temu pa lahko pripomoremo tako, da dejansko jih soustvarjajo. In to je možno v grozdu, kar je
še enkrat potrebno podati. Naslednji nivo so storitve, zdaj bom šel malo hitrejši čez teleh par slajdov. Storitve so lahko zelo splošne in generalno grozd lahko svojo vrednost za člane realizira skozi storitve in pomen storitev je vedno bolj tudi poudarjen. Nekako ena klasična predstavitev področij storitev je razvoj mreže grozda, raziskovanje in razvoj informacije, strateške raziskave trgov, razvoj podjetij kot takih, dostop do virov financiranja, mednarodno sodelovanje, internacionalizacija, razvoj kadrov in pomoč podjetjem zagonskim. Nekako to so področja, ki so nekako generalna in številni grozdi te storitve imajo. Mi smo v našo pogodbo o ustanovitvi tudi vključili nek opis storitev, ki pa je opis storitev, ki je povezan z članarino. To pomeni, s članarino dobite te pa te storitve, ker smo želeli pač to nekako bolj konkretizirati, kot je to bilo mogoče nekje prej. Zdaj, seveda vse te storitve naše povezujejo na ta seznam teh recimo tipičnih storitev grozdov, s temi povezavami je to predstavljeno. Kaj bi pa želel tu povedati, je pa to, da za upravljanje teh storitev se v grozdu dogajajo aktivnosti, ki niso popolnoma neposredno povezane z določeno storitvijo. Na primer, grozd mora sodelovati kar v številnih prijavah za RR projekte, recimo v okviru evropskih programov, da lahko ustvari pogoje, da uspešno v prijavo vključi posameznega člana grozda. In zdaj te številne prijave nekako se dogajajo na nivoju grozda, tega organizacije grozda, no in mi s tem mesečnim informiranjem, srečanjem informiramo naše člane, kje vse trenutno v grozdu sodelujemo. Trenutno, mimogrede, smo vključeni v 6 prijav, 3 za zeleni dogovor in 3 v COSME programu, in ki čakamo na rezultate, in prav v tem trenutku se nekako dogajajo razgovori, priprava 3 prijav za program Obzorje. Vmes smo bili vključeni še v manjši Interreg projekt, povabljeni v Erasmus in tako naprej. Zdaj, zakaj to govorim? Zato, ker člani grozda morate vedeti, da temu primerno je potrebno zagotoviti tudi financiranje za te aktivnosti grozda, ki so tu predstavljene. No in to je pa naslednji del, o katerem bi še malo se pogovorili, to je pa financiranje delovanja grozda. Članarine seveda večinoma v številnih grozdih manjši del. Naslednji del, ki je dostikrat pomemben, je projektno financiranje. To so evropski in nacionalni projekti. Številni grozdi pa imajo tudi kar velik delež javnega financiranja v smislu podpore razvoju grozdov. Omenil sem poljski grozd, pa tudi številne druge države imajo podoben sistem. In nekaj, kar je poudarjeno v teh modernih grozdih, je to, da je potrebno zagotoviti tudi prihodke iz storitev, iz teh specialnih storitev, ki jih grozd lahko ponudi svojim članom, in nekako vse skupaj zbalansirati, da je zagotovljena trajnost delovanja grozda. Če govorimo o projektnem financiranju, omenil sem partnerstva grozdov za sodelovanje, no in ta nov projekt, ki smo ga pridobili, IC Build, na nek način so sredstva za aktivnosti internacionalizacije grozda kot celote,
po eni strani, po drugi strani so pa tudi sredstva za člane grozda, da se lahko v določene aktivnosti, to pomeni obiske v tujini, na sejme v tujini bomo šli, se srečali s partnerji iz tujine, lahko se sofinancira, predvsem priprava, in tudi nekaj potnih stroškov bo povrnenih, in to je projektno financiranje. Zdaj, projektno financiranje seveda se bo končalo, ko bo projekta konec, in to je pa tisto, kar je potrebno pri tem projektnem financiranju vedeti. In če še enkrat poudarim, da je pa do tega prišlo, smo pa mi recimo prav za ta konkretni projekt, ki smo ga zdaj dobili, IC Build, pripravili dvakrat že prijavo na ta razpis in dvakrat je bila neuspešna. Bili smo zelo blizu, ampak bila je neuspešna. Kar pomeni, vso to delo, ki je potrebno, da se kvalitetna prijava naredi, je ogromen angažma in enostavno se ga ne da financirati iz projektnih virov, zato je pač potrebno ustrezno zagotoviti financiranje delovanja grozda. To se je zdaj tudi potrdilo v tej zadnjem sodelovanju pri strateškem usposabljanju grozdov in tudi nekako realiziralo v tem dokumentu, pri katerem so tudi sodelovali. Če smo govorili o ambicijah, poslanstvu, ciljih in tako naprej, to je en element, potem struktura, vodenje, to je dosti dogovorjeno, kako poteka, grozdi so za to usposobljeni, da organizirajo svoje delovanje. Tisto, kar je pa manj nekako dorečeno, je bil pa poslovni model grozdov, ki je lahko zelo različen. In nekako en primer je ta, da vse temelji na javnem financiranju. In to, kar je sporočilo vseh, ki delujejo na tem področju kot svetovalci ali pa so vključeni, enostavno to je model, od katerega, ki ni dober, ki ni trajnosten. Ker se konča to financiranje, je grozda tudi konec in enostavno to ni nekaj, kar bi bilo smiselno in potrebno podpirati, na primer v okviru določenih politik podpore grozdu. Drug primer je nasproten, na Irskem je vse orientirano v zasebne vire in javnega vira sploh ni, ker potem so grozdi neodvisni od teh javnih virov, ki se lahko popolnoma spremenijo, če se politika, vlada in tako naprej spremeni. Na primer, to se je zgodilo v številnih državah in se mi zdi, da edino v Barceloni so nam povedali, da so kljub vsem spremembam v politiki uspešno krmarili, da je program podpore grozdov ves čas tekel bolj normalno. Naslednji model je pa nekako tak bolj celovit in to je poslovni model Slovenskega gradbenega grozda, ki temelji na tem, da kombiniramo članarino, razvijamo plačljive storitve in še vedno računamo, da bo kar nekaj sredstev iz razvojnih projektov, evropskih projektov. Seveda bomo pa veseli tudi kakšnih javnih sredstev, če bo to na razpolago, ampak enostavno na tem na nek način niti ne želimo temeljiti našo prihodnost. In za zaključek, zgolj nekako vabilo v smislu, kaj je grozd, kaj slovenski gradbeni grozd, skozi opis našega poslanstva, voditi preoblikovanje gradbenega sektorja inovativnega, konkurenčnega in odgovornega pri zagotavljanju krožnih in trajnostnih stavb in infrastrukture, ustvarjeno energetsko učinkovitega gradbenega okolja z manjšim vplivom na okolje, visoko vrednostjo za uporabnike in družbo ter postati privlačen za zaposlitev in kariero. Če se vidite v tem področju in naših 4 recimo poddomenah, to je Go Innovative, Go Circle, Go Digital in Go International, ste vabljeni seveda k sodelovanju. In vizija je postati vodilni v prehodu na krožno graditev,
večji supergrozd in tudi imeti pomembno mesto, recimo globalno na tem področju. Za člane pa želimo, da bi bili sposobni sodelovalnih inovacij, sodelovanja v vrednostni verigi, da bodo voditelji in močni partnerji pri izvajanju načel krožnega gospodarstva, da bodo zagotavljali in omogočali družbene vrednote in bodo, kot rečeno, privlačni za visoko usposobljene kadre. S tem bi jaz tudi zaključil mojo predstavitev in vas vabim k vprašanjem in odgovorom, oziroma lahko zastavite vprašanja, in čisto zaključil zgolj še kontakti za naprej. In s tem se vam tudi zahvaljujem za vašo pozornost.